Pozdrav iz studia 136. To so vesti na vesti. Državni zbor je včeraj kar 15 ur razpravljal o tem, ali naj notranja ministrica Katarina Kresal obdrži svojo službo ali ne. Prva notranja ministrica in že bi jo radi odstavili. No, na koncu niso izglasovali nezaupnice Katarini Kresal. Interpelacijo je podprlo 31 poslancev, proti pa jih je bilo 48. Projekt izdaje odločb izbrisanim bomo končali, pa če je to SDS-u všeč ali ne. Je v poznih večernih urah po neuspešni interpelaciji zoper njo napovedala ministrica. Sej glede na to, da je koalicija povedala, da me podpira, pričakuješ. Ampak ne, da bojo tako srčno, tako odprto, tako dobrovoljno podprli to, kar delam. Res sem se dobro počutila. In kakorkoli je to absurdno in žalostno, ampak se zdi, kot da nas je ta interpelacija še bolj povezala. Kako ganljivo. In to je ganilo tudi Janeza Janšo. No, rezultat glasovanja je po pričakovanju, vendar pa bo z vsako novo odločbo, ki bo izdana brez zakonske podlage in izpostavila slovenske davkoplačevalce nevarnosti novih odškodnin v tem času, nastal nov razlog za novo interpelacijo. A boste želi kakšne vi tožbe odškodninske? Na vprašanje, ali se bo država upravičila za protipravno ravnanje, je ministrica odvrnila. Sama sem že večkrat povedala, da bi bilo prav, da politika da tudi neko moralno priznanje izbrisanim za vse krivice, ki so se jim zgodile, za to mačehovsko obnašanje naše mlade države do ene skupine ljudi. Kakšno opravičilo bi to bilo, ali to mene kot zdajšnje ministrice, ali vlade, ali morda širše, je stvar razmisleka politike. Ampak na koncu, če se noben drug ne bo hotel, se bom pa jaz. Razočarani pobudnik interpelacije Branko Grims pa je dejal, da izdajanje odločb Je neodgovorno v času krize, s katero se sooča država Slovenija, zato bomo za preprečitev nadaljnega neodgovornega ravnanja uporabili vsa pravna sredstva, ki so v okviru pravnega reda Republike Slovenije na razpolago. Ti, a Grims pomaga žvercem na poti v parlament? Ja, zdaj se začenja oster boj za evropske volitve. No, od državnih in meddržavnih pa k lokalnim kuhinjam. Jankovićev svetnik Peter Božič zagovarja svoj predlog, da se nova ulica mimo Žal poimenuje po nekdanjem diktatorju, A vseeno osvoboditelju in združitelju južnih slovanskih narodov, Titu. Titu? Tito tu. Ti to tu. Ja, to je bolj za diktatorja. Po Tito tu. Tito tu. Tu. Noben narod brez izročila nima svoje identitete in svoje integritete. In zaradi tega, ker je pa to zanikanje zgodovine zmeri bolj agresivno, smo se odločili, da bomo začeli to tudi spraviti nazaj tja, kamor te zgodbe tudi sodijo. Vendar, ali je to primeren čas? Veste kaj, ta čas ni nikoli primeren, ne? Ali pa zmeri, ne? Po mojem bi se Božič samo rad kmalu upokojil, že zato vsa ta zadeva. Če bi ne bila sprememba imena ulice povezana s tako velikimi stroški, pa bi nemudoma spremenil ime Dunajske. Tule je zakaj. Dunajska meni bolj smrdi po tistem, da smo Slovenci bečki konjušarji. Slovenska je plevnaz, nisem najbolj zadovoljen s temi imeni, mislim, da so slaba imena, ampak vseeno to spreminjati, ljudje so to sprejeli in je boljš kakšno pomembno ali pa veliko novo ulico imenovati po tem. Tudi ljubljanski Zoran župan Janković je stopil v bran svojemu svetniku, Učeniku in pojasnil svoje razloge za poimenovanje ulice. Obenem pa kot šolačke okregal mlade Slovence, podmladek Nove Slovenije. Kaj, kakšen rignil na konferenciji ali kaj?
Meni se zdi, da je en prdno. Kaj župan pa nikoli ne prdi, ali kaj? Mislim, da je komisija opravila zelo dobro delo, tudi stroškovno učinkovito, pomembno ulico, ki je sicer bila namenjena dr. Janezu Drnovšku, tudi da so otroci rekli, da ne. Bomo počakali se mestnega sveta in bo videl sklep. Jaz osebno to podpiram, svetujem pa tem mladim, kako ste rekli, nasijem, ne? Nova Slovenija, Mlada Slovenija. Ne se začne s kakšnimi bolj resnimi temu ukvarjati, če hočeš ostati na tej politični sceni. O programu Ekošola, komentar dneva, Nada Pavšar. Ekošola je program Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje, ki teče v šolah in vrtcih v 47 državah. V Sloveniji imenujemo program Ekošola kot način življenja in ga vodim v okviru Društva za okoljsko izobraževanje Doves že 13. leto. Trenutno imamo v državi že 549 šol in vrtcev, ki se potegujejo za naziv Ekošola, ekovrtec. V teh ustanovah vzgajamo mlade, da bi jim skrb za okolje in naravo postalo del življenja. Pobudniki, da se šole vključi v program Ekošol, so lahko učenci, učitelji, starši, ravnatelji ali kdo iz lokalne skupnosti. Obvezne teme Ekošole so podnebne spremembe, ohranjanje biotske pestrosti, varčevanje in skrb za čisto in pitno vodo, ravnanje z odpadki, predvsem ločeno zbiranje odpadkov, varčevanje z energijo, zdrava prehrana, promet in okolje, revščina pri nas in v svetu. Temo si torej izberejo glede na to, kaj je v šoli, kraju in okolju najbolj pomembno za šolo ali za vrtec. Na šoli morajo imeti res občutek, da se nekaj premika, dogaja in da k temu prispevajo tudi sami. Letos smo si v okviru slovenskih ekošol med drugim zadali zelo ambiciozni načrt, in sicer zasaditev 10 000 avtohtonih sadnih dreves v okolici vseh ustanov, kjer bi s posaditvijo sadnih avtohtonih dreves sledili večjim vzgojnim ciljem, zdrava prehrana, ohranjanje biotske pestrosti in blaženje podnebnih sprememb. Prvih 1070 dreves smo v ekošolah posadili v prvem pomladnem dnevu v sodelovanju z Mercatorjem. Njegova odločitev za sodelovanje pri tem projektu namreč izhaja iz cilja, da svojo skrb za trajnostni razvoj vključuje tudi vse svoje javnosti in jih na ta način spodbuja k okoljsko odgovornemu ravnanju. Slovenija, 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 kulturac. V 37. švicu mikrofona bomo nocoj ob 20. v studiu 141 gostili zanimivo glasbeno zasedbo z zanimivim imenom Boben, bas pa ananas. Kot že veste, prostora na naših tribunah je za 30 do 40 riti. Ja, ma ne takih, ko greh imaš ti. Ogled snemanja pa je jasno brezplačen. A ja? Vedno bil in bo. Še vreme? Se spominjem ta čas, ko smo bili otroci. In kako je To bilo? nam je bilo lepo, ne? A je bilo? Pa smo skakali v luže, ne? Pa izdele včasih. Bi mogli tega narediti. Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti na vesti. Pa lepo zdrav. Dej, vse ceno. Še bolj, ko končamo snemati, mene je ful tako, taka ena depresija pri mene. Res, meni se pa vedno modi montirati, te poveš. Noč hotela sem se še malo pogovarjati. Ne vem, kaj ne delam drugega. Jaz sem za dan skončala. Ko pa Švic večer, si moraš še snemati? Ja, pomes moram nekaj zmontirati. Pa je tu Galo Halo. No, lej, preveriti, če dela kabel. 13 in, bož, da ne povem koliko, jaz grem. Daš pela pec je ti z mano malo pogovarjati, no. Moram iti na službo zdaj. Ona ima službo. Vsi neki delajo, jaz pa nijem dela in tudi zunaj je tako, ko je in ja, ne da se. Dej poklič Denisa, dej.